Odgovori na pobude in vprašanja podana na 16. redni seji občinskega sveta občine Prevalje 17. decembra 2020. Občinski svetnik Ivan Backovič je povedal, da je Karmen Sonjak, direktorica RRA Koroške d.o.o., na Koroškem radiju govorila o upravičenosti regij v JTF in posledični upravičenosti sredstev za energetsko prestrukturiranje. Zanimalo ga je, ali se je v predlogu glede energetskega prestrukturiranja sredstev kaj govorilo na Koroškem in prosi, da se Koroška odzove in vključi v aktivnosti o vključitvi Koroške regije v JTF. Zanimalo ga je tudi, ali se je o tem na svetu Koroške regije že razpravljalo in v kakšni obliki. In kako Koroška regija razmišlja o vključitvi v ta projekt. Odgovor. Župan je na seji povedal, da je na zadnji seji sveta Koroške regije bilo govora o izpostavljeni tematiki in da je bil tam tudi sprejet program ter podan predlog vladi Republike Slovenije, da sprejme tudi Koroško regijo kot sestavni del sklada za pravičen prehod. Občinski svetnik Andrej Strmec je povedal, da se zaradi rekonstrukcije ceste in položitve kanalizacijskih cevi mimo trgovine Meža vsi tovornjaki vozijo po zadnji cesti mimo Štrigla, kjer je cesta zelo ozka, bankine pa niso urejene in se že vidi lomljenje asfalta. Predlagal je, da se najde ustrezna rešitev. Odgovor. V času izgradnje kolektorskega sistema mimo trgovine Meža je bilo potrebno zagotoviti nemoteno dostavo in odvoz vseh proizvodnim in storitvenim podjetjem na področju obrtne cone Šlokn. Omenjena cesta je v času popolne zapore na trasi izgradnje predstavljala edini možni dostop do proizvodnih obratov in posledično dodatno obremenitev te ceste. Po dokončanju obnovi ceste ob Meži od krožišča pri trgovini Eurospin proti Leškemu mostu bo občina Prevalje pripravila predlog nove prometne ureditve na tem področju. Poudarek bo na zagotavljanju prometne varnosti za najbolj ranljivi skupini udeležencev v cestnem prometu, pešce in kolesarje. Do dokončanja del izgradnje kanalizacije bo občina posebno pozornost namenila urejanju benkin in krpanju morebitnih udarnih jam na celotnem območju obrtne cone Šlokn. Drugi posegi v zvezi s cesto niso predvideni. Občinski svetnik Andrej Strmec je prav tako opozoril na pluženje in posipanje v obrtni coni Šlokn. Ker je tam senčna stran, sonce ne stopi snega in poledica nastane čez noč. Zato je predlagal, da se pristojnim službami dogovorimo, da se bo tisti del cestišča večkrat plužil ali posipal kot ostali predeli na Prevaljah. Izvajalca smo seznanili s predlogom. Občinski svetnik Andrej Strmec je dodal, da so zaradi epidemije pri pluženju verjetno pozabili na prioriteti občine Prevalje, ker so mislili, da vrtci in šole ne delajo in povedal, da se je plužilo prepozno. Omenil je primere, ko se je plužilo takrat, ko so že avtomobili povozili cestišče. Izpostavil je, da je bila organizacija pri letošnjem pluženju zelo slaba. Nadalje je povedal, da še vedno nastaja težava pri pluženju pločnika zadaj pri ograji, od vrtca do polja proti osnovni šoli, ki ga uporablja velik del krajanov. Na pločnik se namreč napluži toliko snega, da pločnik ni prehoden. Predlagal je, da komunalno podjetje opozori zimsko službo glede tega. Odgovor. V času obilnega sneženja je bila zimska služba organizirana in se je izvajala, pluženje, posipavanje, skladno z izvednim programom zimske službe 2020-2021. S programom je bil na 18. redni seji 19. oktobra 2020 seznanjen tudi Odbor za varstvo okolja in komunalne zadeve. Z vodstvom šole in vrtca smo bili zaradi ukrepov v času pandemije in tudi zaradi zimskih razmer dovozne poti in parkirišča v stalnem stiku. Pripomb na izvajanje zimske službe z njihove strani ni bilo. Občina je bila ves čas proti seznanjena s tem, kdo zaposlenih dejansko dela in kakšna je organizacija dela v šoli in vrtcu. Z obsegom delovanja je bil seznanjen izvajalec zimske službe, ki je svoj plan dela prilagodil aktualnim, spremenjenim razmeram. Se je pa zgodilo, da je pri pluženju prišlo tudi do posameznih nevšečnosti za občane,
naprimer do delnega zasutja dovoza, hišnega priključka, tudi pločnika. Čeprav smo prejeli več pohval kot pripomb, smo slednje skupaj z izvajalci analizirali s ciljem, da bi bilo teh v prihodnosti čim manj. Občinski svetnik Andrej Strmec je povedal, da je odbor za KCG prijel pobudo predsednika KS Holmec glede pluženja snega na nekategoriziranih cestah občine Prevalje in na privatnih hišnih priključkih. Predlagal je, da se poda odgovor, ki bo veljal za vse občane. Odgovor. Svetnik Andrej Strmec se je na seji občinskega sveta opredelil do pobude predsednika KS Holmec in podal odgovor. Pojasnil je, da zimsko vzdrževanje občinskih kategoriziranih cest določa akt zimske službe v letu 2020-2021, ki ga potrjujejo pristojni občinski odbori. Sprejeti akt upravljavca je za občino Prevalje zavezujoč, prav tako pa je po vsaki sezoni narejena tudi finančna analiza porabljenih sredstev upravljenega dela, ki se mesečno upravlja in potrjuje. Vsaka pobuda po pluženju odsekov nekategoriziranih cest in hišnih priključkov je v praksi neizvedljiva. Občina Prevalje mora namreč vse občane obravnavati enakopravno. Če bi ugodili želji ene izmed krajevnih skupnosti, bi bilo to neenakopravno obravnavanje občanov. Prav tako občina ne razpolaga s konkretnim popisom konkretnih odsekov v občini, prav tako jih ne more določiti, ker za to nima nobenih meril. Občina je zavezana, da namenska proračunska sredstva namenja izključno za vzdrževanje javne infrastrukture, medtem ko gre na takšnih odsekih večinoma za zasebno lastnino, na kateri po veljavni zakonodaji ne sme posegati. Ne glede na navedeno, pa občina poskrbi za pluženje in vzdrževanje nekategoriziranih odsekov, če je obveščena, da zaradi nedostopnosti do objekta je morda ogroženo človeško življenje. Občinski svetnik Štefan Peršak je povedal, da je bilo v letu 2020 kljub korona krizi na Prevaljah veliko turistov, zaradi česar so domači turistični ponudniki imeli veliko turističnih namestitev, v občinsko blagajno pa je prišlo kar nekaj denarja iz naslova turističnih taks. Zaradi navedenega apelira na občinsko upravo, da bi se del teh sredstev usmerilo nazaj v turizem. Predlagal je, da se povpraša lokalne ponudnike turističnih namestitev, na kakšen način bi želeli, da se del sredstev nameni nazaj ponudnikom storitev, bodisi v obliki reklame, brošur in podobno. Odgovor. Vsa sredstva iz naslova pobrane občinske takse so namenska sredstva. Občina podpira pobudo, da se zbrana sredstva vrnejo v to gospodarsko panogo in se namenijo za področje turizma. Občinski svetnik Rafael Škufca je povedal, da občina vse skozi skrbi za gospodarsko javno infrastrukturo in to tudi z denarjem, ki ga prejme iz naslova turističnih taks. Zanima ga, koliko denarja je priteklo v občinsko blagajno iz naslova turističnih taks v letu 2020. Odgovor. V letu 2020 je občina iz naslova pobranih turističnih taks prejela znesek v višini 14.456,96 evra. Občinski svetnik Bernard Pačnik je povedal, da so turistične takse namenjene namenskega značaja in da se denar vrača v turizem, bodisi v obliki nakupa rož, ki krasijo naš kraj, bodisi v obliki vlaganja v ceste. Povedal je, da krajevna skupnost Leše šteje že skoraj 1000 prebivalcev. Žal jih zaradi geografske lege prizadene največ nesreč. V letu 2020 je zdrknil plaz, sanacija pa je stekla hitro. Zato se je zahvalil gospodu Šumahu, ki je veliko pripomogel k sanaciji in pridobitvi finančnih pomoči se strani države. Apelira na občino, da sproti sanira, ko se opazi pogrezanje ceste, v izogib hujšim katastrofam, ki se lahko zgodijo. Odgovor. Občina se strinja z omenjeno pobudo. Občinski svetnik Bernard Pačnik je glede epidemije COVID-19 v imenu Liste za ljudi pozval vse občane občine Prevalje, naj stisnejo zobe, se pazijo, se razkužujejo, saj nikoli ne vemo, koga lahko s tem rešimo. Razmišljajmo, da je to dobro za nas, za naše svojce in za naše bližnje. Izpostavil je zapiranje na občine in predlagal občinski upravi,
da pomaga občanom na način, da natisne izjave, prepustnice in jih ponudi občanom, da jih lahko prevzamejo in da pomaga občanom pri izpolnjevanju izjav in jih seznanja, na kakšen način se morajo držati pravil. Predlagal je, da stopimo skupaj in se napiše tudi kakšno pismo pristojnim v Ljubljano. Odgovor. Župan je sporočil zadnje podatke 17. decembra 2020 in povedal, da je bilo prejšnji dan 13 oseb na novo okuženih, na ta dan so bila na novo okužene 3 osebe, 90 pa je bilo takrat aktivno obolelih. Sporočil je, da v domu starejših občanov na Prevalje je le še 36 oziroma 37 varovancev, ki ni prebolelo okužbe, vsi ostali pa so že preboleli COVID-19. Povedal je, da je v domu starejših prekuženost že zelo visoka. Apeliral je na občane, da naj vsi, ki potrebujejo pomoč v teh časih, pokličejo, da jim prostovoljci priskočimo na pomoč. Povzel je, da je ne več odvisno od nas samih, od zdrave kmečke pameti. Zato pazimo nase, na svoje prijatelje in na svoje najbližje. Občinski svetnik Zdravko Fajmut je podal naslednji pobudi. Glede prej omenjene teme avtoodpada Štrigl je povedal, da je kot lastnik predmetnega avtoodpada v zemljiški knjigi vpisana določena oseba in da naj se pristojnim inšpekcijskim službam poda prijavo zoper lastnika tega zemljišča in naj pristojne službe ukrepajo proti lastniku. To se dogaja že 15 let in ni razloga, da ne bi ukrepali, ko se nekdo na takšen način izmika dolžnostim. Odgovor. Občina Prevalje je prijave v preteklosti že večkrat podala na različne inšpekcijske službe, a da so se vse izrekle za nepristojne. Občina Prevalje bo ponovno preverila pravne podlage za ukrepanje in sprožila ustrezne postopke. Občinski svetnik Zdravko Fajmut je podal predlog v zvezi z občinskim prostorskim načrtom in sicer je predlagal, da se odbor za KCG seznani z vsemi tistimi konkretnimi spremembami, ki jih nekateri želijo doseči. Prav tako meni, da je treba tekstualni del prostorskega načrta prilagoditi življenjskim potrebam občine, naprimer, ko bo treba kaj spremeniti oziroma dograditi pri domu starejših ali pri zdravstvenem domu. Meni, da si je občina veliko ovir predpisala sama, zato predlaga, da se imenuje komisija, ki bo naredila pregled nad osnutkom prostorskega načrta in se začnejo stvari urejati tako, da bodo smiselne in praktične. Odgovor. Občina se strinja s predlogom. Župan bo imenoval strokovno komisijo za pripravo izhodišč in predlogov sprememb prostorskih pogojev. Komisija bo ustanovljena tudi z namenom, da bi na področju prostorskega načrtovanja pripravila predloge, ki bi spodbudili lastnike obstoječih starejših objektov, ki zdaj pripadajo k adaptaciji in prenovi. Podrobnejše naloge komisije bodo zapisane v sklepu o imenovanju komisije. Hvala lepa in veliko zdravja. Predlagam, da začnemo z današnjo 17. redno sejo sveta občine Prevalje. Sklepčni smo, kompletni. Pred vami je dnevni red 17. redne seje. Dajem dnevni red v razpravo, če želi kdo razpravljati o dnevnem redu. Če ne želi, potem dajem dnevni red današnje seje na glasovanje. Kdo je za sprejem dnevnega reda? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 3, pregled in potrditev zapisnika 16. redne seje. Na zapisnik nismo dobili pisnih oziroma ustnih pripomb. Dajem zapisnik 16. redne seje v razpravo. Želi kdo razpravljati? Če ne želi, potem dajem na glasovanje zapisnik 16. redne seje. Kdo je za sprejem zapisnika? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 4, predlog proračuna občine Prevalje za leto 2021. Prosim Danilo za kratko obrazložitev. Hvala. Proračun je bil v javni obravnavi in sicer od 18. decembra naprej.
V tem času so potekale tudi seje odborov. Izpostavljeni na seji odborov sta bile dve pripombi oziroma predloga, ki sta upoštevani, sicer predlog odbora za družbene dejavnosti, ki se tiče delitev sredstev, 20 tisoč za šport, 10 za kulturo, govorimo o 30 tisoč loto sredstev, in pa predlog odbora za proračun in finance, kjer sta se uskladili postavki za sofinanciranje političnih strank in pa svetniških skupin. Do 25. januarja je bilo možno oddati amandmaje, ni bil vložen noben amandma, niti ni bilo, bom rekel, na naši spletni strani ni bil dan noben predlog strani zainteresirane javnosti. To še enkrat morda poudarimo, da so proračun v letošnjem letu znaša, predlog proračuna znaša 13 milijonov 32 tisoč evrov in odhodke v višini 13 milijonov 990 tisoč evrov. Razlika med prihodki in odhodki je primanjkljaj v višini 957 tisoč evrov, ki se pač, bom rekel, poveča v višini 272 tisoč za najetje kredita in pa tudi poplačila dolga v preteklem letu in pa s preostankom sredstev, ki je pač v lanskem letu znašal 832 tisoč evrov. S tem je proračun tudi usklajen. Hvala. Kot sem že takrat pri predstavitvi proračuna povedal, je proračun izrazito investicijsko naravnan, saj gre preko 65% sredstev za investicije. V tem času smo glede na terminske plane izvedbe uskladili vse te najpomembnejše projekte, ki so pred nami, in sicer izgradnja čistilne naprave in kolektorskega sistema, s katerim zaključujemo v letošnjem letu to našo največjo investicijo. Potem za sanacijo plazov približno 1 630 000 evrov, sanacijo plazov, ki so se začeli že v lanskem letu proti Lešam, naselje Črnčevo, potem Pečar, Mikl Pečar in nadaljevanje v letošnjem letu še čakamo na sklepe, kot sem rekel, Kot Leše in Šentanevska reka, prva in druga faza za oba projekta. Zato še nimamo sklepov, pričakujemo sklepe zdaj v tem času. Potem smo predvideli izgradnjo parka Jezero s koroškim plezalnim centrom in smo tudi seveda uskladili s terminskim planom, ki je v investicijskem programu oziroma v DIP-u zastavljen v letošnjem in naslednjem letu. Zopet je to projekt, ki je prijavljen za evropska kohezijska sredstva, ki jih je dobila Slovenija za obnovo po epidemiji. Ko bomo dobili sklep in pogodbo, bomo z investicijo štartali, kakor tudi z investicijo uravnoteženja vodovodnega sistema Leše, Šentanev, Dobrnik in Brinjeva gora. Letos smo predvideli v višini 1 200 000 evrov. Glede na to, da bojo sklepi, po vsej verjetnosti take informacije smo dobili, oziroma da bojo projekti sprejeti nekje do začetka meseca junija, projekti, ki so jih občine prijavile, in da bojo seveda sprejeti samo tisti projekti, ki imajo gradbena dovoljenja in lahko začnejo s takojšnjo izvedbo investicije, imajo vso potrebno dokumentacijo. Računamo, da bo nekje prihajalo do razpisov, ponekod bojo sredstva direktno, oziroma bojo projekti direktno opredeljeni, ponekod pa na podlagi razpisov, in to se bo dogajalo po letošnjem juniju, računamo junij, julij, avgust, september, tako da bi z temi investicijami takrat nekje računamo, da
začnemo čisto operativno z temi investicijami. Lahko prej, odvisno od tega, kako bo sprejet program za perspektivo 2027 in program REACT, to je program, ki je vreden 3 milijarde 600 nepovratnih sredstev za sanacijo posledic epidemije. Noben projekt še ni odkljukan, je pa seveda možno, če imaš gradbeno dovoljenje, da bodo projekti potrjeni. Potem je en večjih projektov obnova ceste od Špara do Petrola, vrednost, ker mislim, da bo preko 5 milijonov evrov. Naš delež je 1,5 milijona evrov, mi moramo v letošnjem in naslednjem letu zagotoviti projekt, vodi Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI. V začetku februarja bo razpis zunaj, računamo, da bi z to obnovo cestišča, izgradnjo kolesarskih pešpoti in zamenjavo oziroma izgradnjo kolektorskega sistema v glavni cesti na tem delu štartali nekje v mesecu maju, konec maja, tu nekje, če bo vse ok, ker kolektorski sistem mora biti do konca leta izgrajen. Cesta pa v letošnjem letu, mogoče še spomladi nekaj. Seveda težave pri tej investiciji bojo zaradi tega, ker bo oviran promet. Izvajalci se bojo potruditi, da bo tega oviranja čim manj, ampak glede na to, da se bo celotno cestno telo rekonstruiralo, pomeni, da bo temeljita investicija. To so te stvari, ki so pred nami. Pripravljamo seveda dokumentacijo tudi za druge stvari, obnove cestišč Gonje 1, 2, 3, krajši cestni odseki. Ponedeljek smo zaključili prvo fazo razpisa koncesije za vzdrževanje in izgradnjo naših občinskih cest. 5 ponudnikov je bilo, zdaj seveda ugotavljamo, ali so ponudbe popolne. Kar se vrednosti tiče, bi rekel, da v investicijskem delu nekje v okviru pričakovanj, v delu vzdrževanja pa so ponudbe izjemno visoke in čakajo seveda nas naslednja faza pogajanj, tako da upam, da bomo prišli do pravih številk. To pomeni letno in zimsko vzdrževanje po kilometru cest, ki je v skladu s tem, kar tudi načrtujemo v proračunu in tega, kar smo sposobni in tega, kar je potrebno. Tako da proračun je izrazito konzervativno naravnan, pomeni na prihodkovni in na odhodkovni strani ničesar, kar ni na prihodkovni strani pokrito, na odhodkovni strani ni. Seveda so možnosti sprememb v odvisnosti od tega, kdaj dobimo sklepe, kdaj lahko začenjamo z nekaterimi investicijami. Pripričan pa sem, da bo letos malo hitrej kot pa v lanskem letu, glede na to, da v lanskem letu je vlada štartala, pa epidemija, zdajle so nekatere stvari že bolj zverzirane in interes je zaradi tega, ker je treba tega sredstva REACT-a, torej po obnovi, po posledici pandemije porabiti nekje v letu 2023, to pomeni, je zelo malo časa in tisti, ki ne bojo imeli gradbenih dovoljenj in kompletne papirologije in dokumentacije, ne bodo izbrani, zaradi tega, ker če ne porabijo teh sredstev, potem ta sredstva ostanejo v Bruslu, jih ne porabimo pri nas. Toliko še v okviru tega. Odbor za KCG. Izvoli, Andrej. Hvala za besedo. Odbor za KCG se je seznanil z predloga proračuna občine Prevalje za leto 2022 in ga podaja občinskemu svetu v javno obravnavo oziroma v razpravo in sprejem. Je pa izrazito zadovoljni smo bili vsi odborniki, predvsem na višini sredstev, katera se je krepko povečala sploh za to infrastrukturo, za ceste in tako naprej. Hvala. Hvala lepa. Odbor za proračun in finance, Staš, izvoli. Tudi odbor za proračun in finance se je seznanil s tem predlogom odloka v proračunu. Dali smo tudi eno pripombo oziroma predlog spremembe, ki je bil tudi upoštevan, tako kot je bilo rečeno.
ter ga tako potrdili in dajemo občinskemu svetu obravnavo in sprejem. Hvala lepa. Odbor za gospodarske dejavnosti. Izvolite, gospa Ribič. Hvala. Tudi odbor za gospodarske dejavnosti je sprejel predlog odloka o proračunu za leto 2021 in ga daje obravnavo in sprejem. Hvala. Hvala lepa. Odbor za družbene dejavnosti. Aleksandra, izvoli. Hvala. Torej, tudi mi smo obravnavali ta odlok o proračunu občine Prevalje za leto 2021 z tisto pripombo, da se ta postavka razdeli na dve proračunske postavke in pa za šport za mlade v delu, ko se deli 20 000 evrov na to postavko. To je bilo, prej smo slišali, tudi upoštevano, tako da smo to potrdili in tudi dajemo v razpravo in pa v sprejem občinskemu svetu. Hvala lepa. Komisija za statut in pravno vprašanje. Aleksandar, izvoli. Hvala za besedo. Tudi Komisija za statut in pravno vprašanje je obravnavala predlog proračuna občine Prevalje za leto 2021 in ugotovila, da je pripravljen v skladu z vsemi pravnimi akti, zato ga daje občinskemu svetu obravnavo in sprejem. Hvala. Hvala lepa. Dajem proračun v razpravo. Želi kdo razpravljati? Andrej, izvoli. Hvala. Mogoče se bi samo navezal, mogoče ni tekel proračun, čeprav kar neka sredstva bomo dali zraven na to cestno telo, ki se bo menjalo skozi Prevalje. Jaz bi imel tole mogoče predlog, da bi probali to zadevo čim bolj hitro izvesti, da bi probali nek pritisk na državo naredili, da se čim prej lotijo, ker kaj se nam bo zgodilo. Zdaj vemo, da vsi naši podjetniki, ki so tole v cesti, kar jih ni malo, bojo pole, ko se bo ta zadeva začela izvajati, spet v dosti slabem položaju, zato bomo prahu eno, drugo, tretjo. Teda jaz mislim, da glede na sredstva, ki jih mi namenjamo, na to bi tudi lahko jim pa če ni par zadev povedali, da naj to naredijo čim prej. Ker zdaj vemo, 2-3 mesece bojo gostinci še tako zaprti, začeli bojo pa pole dela, gliho bi jo napolno zalaufalo. Saj žal je tako, ampak da jih probamo vsaj na nek način dvigniti na noge, samo tako. Hvala. Vse delamo na tem, da bi čim prej postopki se zaključili in da lahko začnemo z delom. Ja. Izvoli, Berni. Ja, hvala za besedo. Lep pozdrav vsem. Tako bi rekel, proračun je rekorden zaradi takih ali drugačnih vzrokov. Ko gledaš sam program, jaz mislim, da tega programa v zgodovini občine Prevalje še ni bilo. Tek investicij, tako močne investicije, jaz upam, da nam bo to uspelo, seveda bomo rabili tudi en kanček sreče, verjetno predvsem skop. Dopade se mi županova izjava, ko je omenil, da je to konzervativno usmerjeno. To pomeni, po drugih besedah, da se nismo, da nimamo planu se dodatno zakreditirati za te projekte, kar smo si jih pač zamislili, kar je seveda pravno. Drugač, v listi za ljudi smo imeli mogoče malo pomisleka za en amandma in sicer za obnovo balenišča na Lešah. Ted projekt se je začel že lani, pa se je zaradi same situacije, zaradi korone, pa to se je ustavilo, zbirali so se že neke ponudbe, bi rekel, predračuni. Teda jaz mislim, da tudi to ni bo potrebno amandmaja vlagati, ker mislim, da župan to boš verjetno najdu ene sredstva, je tak? Ali obljubiš, voda. S tem, da samo športno društvo Leševi treba še povedati, da je tudi pripravljeno dati finančna sredstva, ko si jih dobili za občinsko nagrado, v ta občinski objekt. No, teda jaz mislim, da to bo upravno, pa kar se tega tiče. Drugač pa nebenih pripomb, z veseljem ga bom podprl. Hvala lepa. Še kdo? Izvoli. Jaz bi upozoril na 3 stvari. Ena je ta, ki se navizuje tudi na tisto točko, ko imamo to oceno projekta kolektorja s centralno čistilno napravo in je povezana z problemom tega zalivanja vseh naših kletnih prostorov v objektih, kadar gre za velike padavine. Tudi tam noter je upozorilo, da
je potrebno pristopiti k temu, da se bojo obstoječe kanalizacijsko omrežje razbremenjevalo z direktnim odvajanjem teh padavinskih vod, da ne bo več tega zalivanja. V nadaljevanju pa seveda to pomeni tudi, da bojo manjši stroški obratovanja centralne čistilne naprave, ker bojo bistveno manjše količine dol prihajale. Jaz bi predlagal, da nisem tu, zato tudi ni potreben amandma, ampak da v okviru tistega, ko občina vsako leto načrtuje pa naroča projektno-tehnično dokumentacijo za posamezne rešitve, da razmišlja tudi o tem, da je treba pristopiti k načrtovanju na nek način odvajanja teh groznih količin padavinskih vod z centralnega predela Prevalj, ne pa, da se nam bojo količine samo večale za vsakokratno dodatno streho, za vsakokratnim dodatnim parkiriščem, za vsakokratno dodatno asfaltirano cesto in podobno. Naslednje je moje razmišljanje o tem, da bi nujno bilo potrebno razmišljati o tem, da se najdejo način, da se zmanjšajo oziroma da za plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za obrtnike z področja teh drobnih dejavnosti, ki so pač po zakonu, po odlokih zaprte, tudi gostinski lokali in podobno. Že v letu 2020 je bilo tega vsaj 6 mesecev. Jaz vam rečem, da če gre kdo v spor, da ne bo rabo plačati, zato ker enostavno ni mogel uporabljati stavbnega zemljišča pa vseh dobrin, ker mu je nekdo preprečil, ne bom rekel, da COVID, vse mu ga je, ampak posredno moral je imeti zaprto. Dajte najti način, da se podobno, kot smo za tiste takse naredili, tudi tu naredi. Zdaj se bo zadeva dogajala verjetno še nekaj mesecev v letu 2021. Ni tako ključen ta prihodek za občino, kot bo pa neka dobra volja, da tudi za strani občine se odpovedujemo nekemu prihodku, ki si ga pravzaprav v tem primeru ljudje nimajo kje zaslužiti, da bi ga lahko plačali. Naslednja zadeva je, da prihodki rente, lejte na drugi strani, tisti 4%, ko smo lani vendarle uspeli najti pogodbo, iz katere izhaja, da bi moral Kocerod plačevati 4% vezano na prihodkovno količino odpadkov. Mi imamo še naprej podatke, kot jih nam da Kocerod in daje količinske, ki se pa zmanjšujejo. Skupno smo v tem obdobju pa za 480.000 premalo dobili rente za odlagališče zmes. Niti tej, ki nismo skupno v tem obdobju dobili, ker smo mi naprej odškodnin plačali. Se pravi, tu se pa kar nekemu prihodku, recimo tako odpovedujemo, ki ga bi nenazadnje lahko imeli tudi zato, da bi zapirali odlagališče Lokovica, kar smo dolžni, ne samo naša občina, tudi druge, ne, mi imamo to pa v višji ceni pri odvozu za vse občane. To so ene take zadeve, ko bi seveda so na nek način vezane z proračunom, ker tu bi bil večji prihodek, nekje bi bili pol odhodki za to drugačne načrtovani, nadomestilo za stavbno zemljišče bi bo pač nekoliko manjše, računam, da morda približno 12% vsega skup, ali pa še tisto ne, ampak daj, in glede povodnje je tudi tak, stalno pol bo nekdo že rekel, da samo je problem še, da se stalno pogovarjate o tistemu Fajmutovemu potoku, pa kako se bo tista zadeva reševala, ki se sploh ne rabi. Centralni del Prevalj je velik problem zaradi zalivanja, res. In dajmo naročati te projekte. Ne mislim, da je pa sam proračun slab, pač pa koristim to priložnost, da ko razpravljamo o tem proračunu, da seveda
izmenjamo tudi neki mnenj. Jaz sam rečem, vkolikor se ti prihodki na področju teh 4% rente na nek način ne bojo v 3 mesecih zastavili in rešili, da bom dal pobudo, pa najdu tudi dovolj drugih članov občinskega sveta, kjer bomo imeli zahtevo na podlagi pripravljenega gradiva, da se v tej zadevi upravi javna razprava na seji občinskega sveta. Ker se nič ne zgodi in tudi ta izgovor, da češ drugi župani niso, zato nima nobene veze. Mi imamo pogodbo, po pogodbi je tako, naše zadeve tako stojijo, normalno je, da drugi župani ne bojo za to, a ne? Ker pač nimajo tega stroška, nimajo tega problema, nimajo teh občanov, niso obremenjeni, ni obremenjeno njihovo okolje. Teh bi imel. Hvala. Hvala. Še kdo? Če ne, potem zaključujemo z razpravo. Smo pri glasovanju. Kdo je za predlog sklepa o sprejemu odloka o proračunu za leto 2020? Kdo je za? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 5. Obvezna razlaga odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Prevalje po skrajšanem postopku po 101. členu poslovnika. Prosim Danilo za kratko obrazložitev. Obvezna razlaga nastaja zaradi razloga, da opredelimo tisti 2 zaenkrat točki, ki sta morda v OPN-ju bolj splošno definirani. Ena je definicija varovalne ograje. Definicija varovalne ograje zdaj opredeljuje, čemu je namenjena, da je namenjena fizičnemu varovanju industrijskih in poslovnih objektov, javnih cest, železnic, žičnic, smučišč in drugih objektov, v katerih se dejavnost opravlja. Druga obrazložitev oziroma druga definicija je pa se nanaša na fleksibilnost pri zelenih površinah, rečem lahko parkovnih, zelenih, a ne. To pa pomeni, da med objekte, ureditve in naprave, ki so pač opredeljene tam v OPN-ju, lahko sodijo tudi gradbeni objekti, če njihova površina ne presega 25% celotne zelene površine, ki so namenjene za rekreacijo. Torej, to sta ti 2 obrazložitvi, pa bo verjetno še člani oziroma odbori še dodali. Hvala. Predsednik odbora za KCG. Izvoli. Hvala za besedo. Odbor za KCG se je seznanil z obvezno razlago odloka občinskem prostorskem načrtu občine Prevalje in je podajal občinskemu svetu v javno razpravo oziroma sprejem s podano pripombo in sicer v prvi obravnavi oziroma v skrajšanem postopku, kar je že po novem predlogu upoštevano. Se pravi, da se dopolni prvi stavek drugega odstavka prve točke obvezne razlage, da se glasi, kam sodijo te varovalne ograje, katere pa glede zdaj tudi tajnik podal, da se ne bom ponavljal. Hvala. Hvala lepa. Komisija za statut in pravna vprašanja. Aleksandar, izvoli. Hvala za besedo. Komisija za statut in pravna vprašanja je obravnavala obvezno razlago odloka in ugotovila, da je pripravljeno v skladu z vsemi pravnimi akti, zato je daje občinskemu svetu obravnavo in sprejem. Hvala. Hvala lepa. Dajem v razpravo, želi kdo razpravljati? Izvoli, Zdravko. Jaz bi rekel, da je seveda taka zadeva nujna. Verjetno, da se bojo v prihodnje pojavili še nekateri primeri. Namreč praksa, potem ko smo sprejeli odlok o občinskem prostorskem načrtu, je pokazala, da prihajamo pri uresničevanju teh posegov v prostor kar do velikih, bi rekel, problemov in da smo na nek način sami sebi postavili nekatere ovire. Tudi take ovire, ki nam onemogočajo ustrezne obnove ali pa dozidave in tako naprej starih objektov, kjer bi pravzaprav izboljšali Prevalje, izboljšali našo okolje in podobno. Tako smo imeli že primer, če se spomnite, ali
je to že prej bilo, ko smo rabili malo dograditi za potrebe teh 5 blokov za lifte, za dvigala. Nismo izpolnili tistega kriterija, da je dovolj zelenih površin zagotovljenih ob taki zadevi. In podobne zadeve so. Podobno se bo še dogajalo, da bomo verjetno imeli problem, kako obnoviti objekt, kot je bivša grafika, ali pa tisti, ko smo starejši, še vemo, da je tam pošta bila. Če bo zahteva, da če se bo tam recimo zgradilo določeno količino stanovanjskih enot, poslovnih in tako naprej, pa ne bo parkirišč. To pomeni, ne boš mogel tistega obnoviti, ne boš mogel mu dati nekega programa, neke vsebine, za katero bi investitor bil zainteresiran, ker pač ne bo mogel izpolniti pogoja, da mora imeti recimo 2 parkirišča na stanovanjsko enoto in podobno. Skratka, samo življenje nas uči in si moramo take olajšave, ki ne grejo v škodo osnovnim planskim dokumentom in pa principom, iti nasproti in v vsakem primeru je ta zadeva za podpreti. Hvala. Hvala lepa. Še kdo? Če ne, dajem, glede na to, da je tu skrajšan postopek v prvi obravnavi, dajem na glasovanje po prvi obravnavi. Kdo je za sprejem tega sklepa? Vsi za. Hvala. Smo pri drugo obravnavo. Želi kdo še razpravljati? Če ne, potem dajem še v drugi obravnavi na glasovanje za sprejem tega sklepa. Kdo je za? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 6. Strateški načrt Koroške osrednje knjižnice za obdobje 2021-2026. Prosim direktorico magistro Ireno Oder za kratka pojasnila. Izvoli. En lep pozdrav vsem, hvala za besedo, gospod župan. Ja, pred vami je torej strateški 5-letni načrt Koroške osrednje knjižnice. Podlaga za to je na eni strani zakon, saj opravljamo javno službo. Na drugi strani so to strateške oziroma tudi strokovne usmeritve naše stroke, smernice, torej knjižničarske stroke, potem je to analiza organizacije, potem dosedanji razvoj knjižnice, kadrovski potenciali, ki jih imamo in seveda predvsem analiza okolja, skratka to, kar uporabniki od nas tudi pričakujete. Vse skozi pa nas spremlja sploh pri našem delu jasni in merljivi cilji ter seveda kako biti čim bolj uspešni in učinkoviti v smislu dobrega gospodarja. Zdaj, ta dokument sta pri nas obravnavala že svet zavoda in tudi strokovni svet knjižnice. Zdaj, če ste ta dokument pregledali, mogoče res se na hitro sprehodim skozi, pa raje potem odgovarjam še na kakšno vprašanje, ob tem, da ste lahko prebrali te vrednote, poslanstvo, vizije, ste potem v teh 5 strateških, bom rekla, področjih lahko spoznali, da recimo v tem prvem področju, ki pomeni predvsem, kjer smo se ukvarjali z organizacijo, s poslovanjem, z mrežo knjižnice, nekako predvidevamo seveda prevetritev, bom rekla, te sistemizacije, kako čim bolj učinkovito tudi seveda sami delati. Potem najavlja se predlog novega odloka knjižnice. Veliki izzivi so pred nami tudi, kot veste, smo območna knjižnica, ena izmed 10 v Sloveniji in tako za že sedaj vso slovensko področje nekako uravnavamo tako imenovano medknjižnično izposojo. Želimo si pa postati še kompetenčni center za lahko branje.
Zdaj, kar se mreže knjižnic tiče, z zadovoljstvom lahko ugotavljamo, da je seveda mreža v Mežiški dolini, kar jo pač mi pokrivamo, kar zelo dobro urejena. Res je, da smo redka regija, ki nimamo bibliobusa, ampak imamo pač krajevne knjižnice, izposojevališča in seveda na Prevaljah ne pričakujemo kakšne spremembe mreže. Lahko ste pa prebrali, da bomo odpirali knjižnico v Črni, potem tudi na Ravnah se bo odpirala grajska kavarna. Če grem torej na drugo strateško področje, to so naše storitve, tu pač seveda poskušamo čim bolj v korak s časom, se pravi tudi nabavljati, more biti zdaj v tem času več elektronskih knjig, skrbeti za seveda kvalitetno knjižnično zbirko in pa osnovno poslanstvo je, da smo dosegljivi pod enakimi pogoji za vse občane in občanke, kar pomeni, da še posebno skrb namenjamo tem ranljivim skupinam posameznikov in tu nas čaka še kar delo, predvsem v tem promocijskem smislu. Že sedaj ponujamo, bom rekla, knjige, jih pripeljamo tudi na dom tistim, ki ne morejo do gradiva, ampak konkretno, če govorim za občino Prevalje, mogoče ta naša storitev še manj znana. Potem tretje področje, seveda razvoj teh kadrov, tu najbrž je pač seveda čisto, če že tako kot knjižnica propagiramo vseživljenjsko izobraževanje, seveda v prvi vrsti bomo skrbeli tudi za naš razvoj na področju stroke. Potem četrto področje je seveda poskušamo biti čim bolj aktivni v tem družbenem okolju, kar pomeni, da se, jaz upam, da to tudi sami nekako zaznavate, da sodelujemo z društvi, z zainteresirano javnostjo, z javnimi drugimi zavodi, da je seveda to naše poslanstvo, da skrbimo za dvig bralne kulture, da predvsem seveda tudi s kvalitetnimi dogodki nekako popestrimo ta kulturni utrip tudi vaše občine. Zadnje področje so pa ta razvoj, investicije in seveda tu pač nekako ugotavljamo, da počasi seveda hodimo v korak s časom, moram reči, da tudi občina Prevalje vsakoletno ob tem proračunu, našem predlogu, ki seveda pokriva predvsem ta materialne stroške, tako za plače, kot seveda tudi drugo delo in knjižnično gradivo, prosimo za posodabljanje IKT opreme, računalnike in tu občina pač do sedaj je imela vedno posluh. Nekako pričakujemo, da v naslednjih letih bomo pa morali več narediti, recimo tudi ta kriza zdaj, korona kriza nas je postavila pred to dejstvo, recimo primer vsaj zunanji zabojnik za vračanje knjižničnega gradiva in potem more biti kdaj tudi kakšni knjigomati, posodabljanje z RFID tehnologijo, ampak kljub samo mislim, da glede na to, kakšni so vložki v to tehnologijo in kakšen je potem izplen, bi kazalo biti še previden, ampak seveda nakazuje se ta razvoj. To je bilo zdaj res čisto na hitro, pa bi bila vesela vaših vprašanj. Hvala. Hvala lepa. Odbor za družbene dejavnosti, Saša, izvoli. Hvala. Odbor za družbene dejavnosti se seznanil s tem strateškim načrtom Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika Ravne za to obdobje 2021-2026 in ga podaja občinskemu svetu občine v obravnavo in sprejem. Hvala lepa. Dajem v razpravo. Želi kdo razpravljati? Kakšno vprašanje? Če ni, potem hvala lepa, vse v redu. Predlagam sprejetje sklepa. Kdo je za sprejem tega predlaganega sklepa? Vsi za. Hvala.
Točka 7, letni program športa občine Prevalje za leto 2021. Prosim, Boštjan, izvoli, beseda tvoja. Hvala lepa za besedo. Program športa poleg sprejetega odloka in proračuna predstavlja podlago za realizacijo proračunskih postavk na področju športa v letu 2021. Vsebina programa je pripravljena skladno z usmeritvami zakona o športu in nacionalnega programa športa in občinskega odloka. V letnem programu športa so opredeljeni programi športa mladih, ki se financirajo iz proračuna, obseg programov in višina sredstev, ki so za ta namen zagotovljena v proračunu. Vrednost programa športa v letošnjem letu znaša 172 tisoč evrov, od tega se po razpisu delijo sredstva v višini 93 tisoč 200 evrov za športne programe mladih in projekte, ki jih izvajajo društva in klubi, in sredstva v višini 9500 evrov za športne programe v vrtcu in šoli. Ostale vsebine na področju športa se izvajajo skladno s sprejetim proračunom občine. Hvala lepa. Hvala lepa. Odbor za družbene dejavnosti, izvoli, Saša. Hvala. Torej, Odbor za družbene dejavnosti občine Prevalje se seznanil s tem letnim programom športa občine Prevalje za leto 2021 in ga občinskemu svetu občine Prevalje podajo obravnavo in sprejem. Hvala. Hvala lepa. Dajem razpravo. Želi kdo razpravljati? Izvoli. Hvala. Jaz se s tem vsem strinjam, kar je tukaj zapisano, bi mogoče sem predlagala, če bi bila možna kakšna vadba za otroke male, to se pravi nekje od 2 do 5 let, ki hodijo skupaj starši na vadbo, da bi jim občina financirala to vadbo, glede na to, da imamo toliko športnih objektov, pa še zraven bomo gradili, pa taki mali pravzaprav ne začnejo z vadbo, razen v vrtcih, to se pravi, mislim vadbo popoldan. Popoldansko vadbo, brezplačno ali pa vsaj polovično financirano strani občine, da bi na tak način že take male otroke privabili v šport. Tega to noter ni bo vključenega, pa bi jaz predlagal, če bi to v bodoče lahko razmišljali tudi o tem. Mislim, da to nek velik strošek za občino ni, da bi nekoga dobili oziroma to ne vem kak je postopek, ki to vadbo lahko izvaja, in pa da bi na tak način že začeli z manjšimi otroki z vadbo popoldne. Hvala lepa. Ta ideja je sigurno pohvale vredna, ampak dejstvo je, ne more biti občina organizator te vadbe. So društva ali šola, ali bomo pogledali, kdo in na kak način je v stanju, ker to ne more občina organizirati, ne vse vadbe organizirajo društva. Ja, to pa, ja. Zdaj, zainteresirani in tisti, ki bi te stvari, ki vodi, ki pelje te stvari, pride s programom, ni nobenega problema, z veseljem. Čim več mladine, otrok, čim več v organizirano, neko organizirano vadbo. Hvala. Še kdo? Če ne, potem dajem predlog sklepa na glasovanje. Kdo je za sprejem sklepa o sprejemu letnega programa športa? Kdo je za? Vsi za. Hvala. Smo pri točko 8, izvedbeni načrt kulture za leto 2021. Prosim, Boštjan. Hvala lepa za besedo. Izvedbeni načrt poleg sprejetega pravilnika proračuna in programe kulture predstavlja podlago za realizacijo proračunskih postavk na področju kulture v letu 2021. Izvedbeni načrt določa kulturne dejavnosti, programe in projekte, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev. Iz dokumenta je razviden tudi obseg sredstev, ki so za ta namen zagotovljene v proračunu občine. Vsebina izvedbenega načrta je sestavljena glede na financiranje kulturnih programov. Le-ti se sofinancirajo na 3 načine. Financiranje javnih zavodov preko neposrednega poziva in sklenjene pogodbe o sofinanciranju, financiranju programov in projektov ljubiteljske kulture na podlagi javnega razpisa in financiranje investicij v kulturne objekte in ostalih programov bo občina izvajala v skladu s sprejetim proračunom. Hvala lepa. Hvala lepa. Mogoče samo komentar, tako bomo naslednje leto spremljali proračun. Vemo, da je letos enkratna postavka na področju športa in kulture, da ne bo drugo leto nekdo prišel in rekel, toliko smo zmanjšali sredstva kulture, toliko smo zmanjšali, tako da to vedno. Prosim, Saša, izvoli.
Hvala. Torej, Odbor za družbene dejavnosti se je s tem izvedbenim načrtom kulture občine Prevalje za leto 2021 seznanil in ga tudi podaja občinskemu svetu občine Prevalje v obravnavo in sprejem. Hvala lepa. Dajem v razpravo. Želi kdo razpravljati? Če ne želi, potem dajem predlog sklepa na glasovanje. Kdo je za sprejem tega predlaganega sklepa? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 9. Oblikovanje cen programov osnovne šole Prevalje, enota Vrtec Prevalje. Prosim, Ana, za kratko obrazložitev. Izvoli. Hvala. Lep pozdrav. Podali smo predlog za spremembo cene vrtca Prevalje s 1. marcem 2021, to je tisti skrajni datum, ko še se nam izide. Na spremembo cene vplivata dve odpravnini ob upokojitvi, redna napredovanja delavcev, plačne razrede in pa v nazive, ter pa sprostitev redne delovne uspešnosti, ki je bila sproščena s 1.7.2020. Na nič od navedenega vrtec nima vpliva, to smo po zakonu dolžni omogočiti in tudi izplačati in vse to upoštevati v ceni vrtca. V prvem starostnem obdobju bi se cena zvišala za 3,15% in je nova predlagana cena 496,60 evra, v drugem starostnem obdobju in pa v kombiniranem modelku pa za 2,47% in je nova cena 398,37 evrov. Prosim za potrditev cene. Hvala lepa. Odbor za družbene dejavnosti, izvoli Saša. Hvala. Torej, v našem odmoru smo se s tem sklepom o določitvi cen programa v osnovni šoli Franja Goloba Prevalje, enoti Vrtec Prevalje seznanili. Se strinjamo s temi postavkami, ga podajamo občinskemu svetu občine Prevalje v obravnavo in sprejem. Hvala lepa. Odbor za proračun in finance, Staš, izvoli. Hvala. Odbor za proračun in finance se je seznanil s to spremembo cene. Seveda razumemo, da je to pač nujno in da nimamo vpliva na to, ter da to moramo sprejeti. Tako da smo ta sklep soglasno sprijeli. Smo pa dodali še dodaten sklep, in sicer, da se aktivno pristopi k pripravi ustreznih sprememb pri izračunavanju cene vrtca. Ciklični vplivi, kot so odpravnine, napredovanja in jubilejne nagrade zaposlenih pri izračunih, ne bi smele imeti bistvenega vpliva na višino oskrbnine. Zato predlagamo, da se pripravi dopis za ministrstvo, ki bo vključeval predloge teh sprememb. Hvala. Hvala lepa. Mogoče samo komentar, mi smo že in Združenje občin in SOS že večkrat določene predloge dajali o tem. To lahko pride samo takrat, kadar bo država prevzela komplet financiranje, tako kot šole, ker tam se potem pokrivajo te stvari. Tu pa seveda ne moreš tega drugače pokrivati. Pa še nekaj, ta procent dviga, ki je 2/3, je dejansko povišanje strošek občinskega proračuna, 1/3 pa v povprečju starši plačajo pri ceni vrtca. Dajem v razpravo. Izvolite. Izvoli, Matej. Kot je že pomočnica ravnateljica za področje vrtca delala, resnično sami nimamo nekega vpliva na to končno ceno. Imamo pa en vpliv v dodatnem sklepu, kjer se pač je možnost obračunavanja 7,7 evra bruto ure, dodatne ure, če se otroka dvigne kasneje, kot pa je delovni čas vrtca. Mislim, da to sam znesek 7,7 evra ne pokrije bruto delovne ure vzgojiteljice, kar šele nekih obratovalnih stroškov, ki k temu spadajo. To moje mnenje je, da tam ni prav, da smo tako prijazni do tistih, ki zamujajo, ampak da bi tam kar na nek način, vem, da ne moramo to dan spremeniti, ampak nadalje, da bi pač realno, koliko je tista dodatna ura, ne toliko obračunali. Hvala. Izvoli, Rafi. Jem zelo kratek, lep pozdrav vsem. Bi se navezal na drugi del, ko je Staš govoril s sprejetjo, da tega mi nimamo vpliva, ampak to mi smo že na svetu govorili v zadnjih 4 letih, 5 letih. Zmerno se oglasim na račun tega, to mi nimamo vpliva, ampak nekaj se bo mogel, ampak mi smo že sprejemili sklepe o tem, da se da na državo, da mi odpravnine
da odpravnina gre staršem, pa te nagrade, pa to staršem na rovaš, to ni prav. To bomo nekaj drugače rešiti. Hvala. Hvala lepa. Sej, kot sem že rekel prej, to pobudo bomo ponovno preko ZOS-a poslali ministrstvo, mogoče bomo pa. Sej, mislim, da so na določene predloge zelo dojemljive, kar se pozna tudi v proračunu, glede na to, da so nekatere stvari je država prevzela, zmanjšala stroške v letošnjem letu, tako se tudi v proračunu vidi. Še kdo? Izvoli, Martina. Jaz bi predlagal, da bi še tisto 1/3 prevzela občina, ko bi ne bil strošek staršev. Glede na to, da imamo proračun zelo visok, starši pa mogoče marsikdo ostal brez službe v tem kriznem času. Jaz mislim, da bi zdaj to nek strošek za občino ne bi bil. Hvala. Zdaj, to lahko upoštevamo pri rebalansu, zdaj je proračun sprejet in je veljavn in takšna so izračuni in toliko, ko je. Tako da, zaenkrat to ni možno. Izvoli, Aleksander. Jaz to razumem, ja, da če gre za napredovanje pa do upokoj, da je pač treba zagotoviti sredstva. Pogrešam pa to, da recimo, verjetno to ni vsako leto, in recimo, ne vem, ko je pa naslednjo leto, pa še nisem nikoli opazil, da bi dobili kakšne nižje cene za naše občane. Mogoče takrat ni kakih napredovanj, pa bi se lahko cena spet korigirala nazaj. Napredovanje ostane. Pa dobro, napredovanje ostane, ampak v penzijo pa sigurno gre vsako leto. Hvala. Jaz mislim, da je prišlo tudi navzdol že do sprememb, je bilo že tudi v jaje, je bilo že. Ker dejansko iz dejanskega stanja, ki je, seveda pa odvisno od starostne strukture zaposlenih, čim mlajši, tem manj tega je, ampak to je. Izvoli. Hvala, gospod župan. Jaz bi se navezal na Matejev predlog, kar mene tudi spodbuja k temu, je, da bom rekel, da 9 ur otroci v vrtcu so tisti otroci, ko starši hodijo v službo, kar je normalno, da pride v vrtec pol ure prej in starš mora iz službe po njega. Mi pa nikakor ne gre v glavo, da mora biti pa 9 ur otrok v vrtcu, ki so starši doma. In to bi bo tudi treba nekako neke stvari doreči. Ne vem, zdaj, kje je to možnosti, kje se to možnosti vidijo ali pa najdejo, ampak je tudi s tem problema. Tako da, ja, ono varstvo, normalno varstvo, absolutno, ne more pa otrok, ki je nekdo od staršev doma ali kakorkoli, biti pa 9 ur v vrtcu. To bi moralo pa tudi nekako neke stvari se spremeniti glede tega. Jaz sem pa zato, ko je Matej predlagal, da se dodatna ura pri zamujanju obračunava. Hvala lepa, sej to zaznavamo tudi mi, v vrtcu zaznavajo in smo zaznavali tudi zdaj, ko je bil vrtec urgentno odprt za tiste najnujnejše, že takrat so težave, ker pač nekateri želijo izkoriščati priložnosti in poskušamo te stvari na nek način uravnavati in bo potrebno v bodoče zelo paziti na to. Še kdo? Izvoli, Berni. Ja, jaz bi, to v bistvu glede cene smo tek predebatirali, jaz bi pa skoristil priliko, ker imamo gospod to, kakšna situacija v vrtcu v ta moment, koliko procentov jih obiskuje vrtec, to je ena stvar, druga stvar, kako vam poteka sam dan, imate vse urejeno, tako je treba, imate kakšne probleme, ko bi lahko mogoče mi to pomagali zdaj, ali je to prostorske ali kakršnekoli drugačne. Pol osebno me tudi zanima, kako je glede teh malih otrok, se to lahko razkožujejo roke v vrtcu, ali se jih ne, pa take zadeve. To bi prosil malo, Ana, če mi nam malo razložiš. Hvala lepa. Izvoli, Ana. Trenutno ta teden je v vrtcu 61% otrok, za naslednji teden zbiram prijave do jutri, še spremembe, kar bo kar nekaj več otrok, nekateri so se odločili, da bojo januarja še doma, s februarjem, da prihajajo.
Delo je pri nas vse čas potekalo, vmes je delalo 7 skupin, tako da delo poteka na enak način, razen da so se skupine zdaj povečale, skupine delajo isto v mehurčkih, otroci se ne združujejo, z njimi ostajajo iste vzgojiteljice, pridejo v eno igralnico, odhajajo iz iste igralnice, roke si intenzivno umivajo, razkužujejo ne, tako kot je navodilo NIJZ. Sproti sodelujemo, mislim, da kar fajn in z NIJZ, z občino, rešujemo stvari, če je kaj takega. Drugač pa prostorsko, mislim, da imamo fajn pokrito, sploh glede hodnikov, glede tega, da lahko starši prihajajo k nam, pa nimajo neke gneče na hodnikih, da lahko normalno oddajo otroke. V igralnicah so pa kolikor je prijavljenih v določeni skupini, priporočilo so manjše skupine, ampak nimamo vzvoda odklanjati otrok, tako da delamo s toliko, kolikor jih pride. Se ohranjamo pa te mehurčke, kar je glavno navodilo. Hvala lepa. Izvoli, Aleksandar. Jaz bi sem vprašal, kaj pa ta koronski dodatek moramo mi zagotavljati ali to država zagotavlja? Ali to zdaj kaj že te ceni že upoštevano? Se je zato tudi kaj zvišalo, ker bo to treba verjetno dati? Vse dodatke, ki so zagotavlja država iz državnega proračuna, tudi nadomestilo za druge otroka, brezplačni vrtec in vse te stvari. Sproti na podlagi izračunov pošljemo na državo in dobivamo ta sredstva. Ja. Že spomladi, pa tudi zdaj. Sproti. Še kdo? Če ne, Ana, hvala. Hvala vam. Smo pri naslednji točki. Kak? Dajem še predlog sklepa in dodatnega sklepa na glasovanje, da ne bomo pozabili, kdo je za sprejem tega sklepa in dodatnega sklepa. Kdo je za? Vsi za. Čiki si bil za? V redu. Smo pri točki 10, predlog sklepa o izjavi cen storitev na projektu 2 in čiščenje odpadne vode. Prosim, Meta, kratko obrazložitev. Lep pozdrav in hvala za besedo. Pri projektu kanalizacije in čistilne naprave Prevalje je prišlo do določenih sprememb in zaradi katerih ministrstvo zahteva spremembo oziroma dopolnitev CBA analize, to je cost benefit študija. Se pravi, v času od projektiranja in izbire izvajalca v letih 2010 do 2013 in potem v začetku del v letu 2020 je prišlo do določenih sprememb na izgradnji kanalizacije. Zaradi tega so se pri izgradnji kanalizacije pojavljale določena več dela, določene spremembe del, nekatera dela so se v manjši meri izvedla. Te spremembe so se sklepale v aneksih k pogodbi z Ministrstvom za okolje in prostor, ki pa kot nadzorni organ zahteva, da te spremembe do upravičenih sredstev vpišemo oziroma uredimo z CBA analizo. Se pravi, ob enakih pogojih in manjših upravičenih stroških nismo več upravičeni do 3,8 milijona sredstev, ki se jih dobili ki ste jih pridobili kot regijska sredstva, kot nominalna sredstva pri sofinanciranju projekta, ampak bi bili upravičeni do manjše količine teh sredstev. Temu se pa lahko izognemo na ta način, oziroma to lahko dopolnimo na tak način, da sprejmete sklep, s katerim že vnaprej poveste, da boste subvencionirali ceno fiksnega dela zbiranja in čiščenja odpadnih voda. Se pravi, obe ceni, tako za odvajanje kot tudi za čiščenje. Ker je investicija zelo velika, bi kasneje, ko se bo zaključila ta investicija, se pravi predvidoma v letu 2022,
Ker je investicija zelo velika, bi se te cene potem po koncu investicije, ko bi vam mi pripravili ta elaborat za cene čiščenja ter cene odvajanja odpadnih vod, bi se zelo povečale in bi vi verjetno tako ali tako pristopili k subvencioniranju cene, tako je tudi običajno v večini projektov po Sloveniji. Predlagamo, da že zdaj ta sklep sprejmete, to pa bo tudi pomenilo, da bo z sprejetjem tega sklepa bomo lahko dopolnili CBA analizo in to pomeni, da bomo lahko koristili še zmeraj to količino sredstev, se pravi 3,8 milijona, kot je bil sklep regijski, se pravi sklep regije. Tako da predlagamo pač, da sprejme ta sklep in da lahko mi to dopolnitev CBA analize pošljemo v Ljubljano in nadaljujemo s črpanjem sredstev za projekt čiščenja odpadnih vod v porečju reke Meže za občino Prevalje. Hvala. Hvala lepa. Odbor za KCG, Andrej, izvoli. Hvala za besedo. Odbor za KCG se je seznanil s predlogom sklepa o izjavi cen storitev na projektu odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju Meže, s katerim se tudi strinja. Strinja se pa tudi z podpisom županove izjave za subvencioniranje fiksnega dela iz svojega proračuna. Hvala. Odbor za proračun in finance, Staš, izvoli. Hvala. Tudi odbor za proračun in finance je soglasno podprl predlagani sklep. Hvala. Dajem predlog v razpravo. Želi kdo razpravljati na to temo? Izvoli, Popi. Hvala, gospod župan. To se pravi, da če ne bi podprli tega predloga, bi bilo sorazmerje 70-30. Če jaz sem pogledal z matematičnega vidika, drugače je razmerje 80-20. Se pravi 3 milijone 872, zdaj bi dali pa 3 milijone 200 pa še nekaj. Gre za 10%, ki jih bomo mi naknadno vložili, se pravi z subvencijo pri čiščenju odpadnih vod. A sem prav razumel? Ja. Klopi. Ja. Ne gre za to, da se bojo sredstva naknadno vložila, ampak gre za to, da mi črpamo sredstva že zdaj in ta konstrukcija je zaključena konstrukcija in zaradi tega, ker določene stvari, ne vem, določene izkope je treba povečati, določene spremembe so na jaških, na črpališčih in tako naprej, ki v osnovnem projektu niso bile predvidene in če mi tega zdaj, oziroma vi tega zdaj ne potrdite, mi teh sredstev ne moramo črpati in občina mora dati toliko več lastnih sredstev. To se pravi, gre za sedanje črpanje zdaj. In to razmerje se spremeni, če se ne potrdi tega, ne bo potrdilo Ministrstvo za okolje in prostor toliko sredstev. Sredstva bo pa potrebno zagotavljati in zagotavljali jih boste iz proračuna. Hvala. Izvoli. Se bomo tudi lastna sredstva dali vnemo, pale čez kek, ko bomo čistili odpadne vode. Tako da sredstva bomo vsekakor morali dati. Ne. Zaračuna se nižja cena tistim, ki koristijo čiščenje odpadne vode. Izvoli. V bistvu gre za subvencionirano ceno. Vi v začetku, vsaj 5 let, v času 5-letnega obdobja od začetka projekta, oziroma ko začne čistilna naprava obratovati in vsa črpališča, dejansko ne potrebuješ vlaganj. Če ceno računaš do maksimalnega plafona, toliko, kolikor pač hočete imeti amortizacije ali pa najemnine v proračunu, potem bojo pač ljudje morali maksimalno plačevati. Vi boste ta sredstva v proračunu pač lahko namenili za nekaj drugega.
Ker pa boste rekli, ne bomo toliko plačevali, bo to v bistvu iz levega žepa boste dali v desnega, se pravi ta subvencija, ki jo boste namenili, bo samo na papirju in si jo boste vrnili nazaj. V bistvu ne bo obračunana. Tako da teh sredstev ne bo in na tak način vse čistilne naprave delujejo, zaradi tega, ker ti na začetku ne potrebuješ in je preveč amortizacije, prevelika cena bi bila. V vsakem primeru bi vi ob koncu projekta rekli, ne bomo zaračunali za DN20, se pravi eno priključnino za hišo 7,5 evra, ampak bomo zaračunali, ne vem, 3,8 evra, ker ta cena je dokaj normalna, ona je pa absolutno previsoka za budžet enega gospodinjstva. Čist po domače povedano, manjši del amortizacije bomo dobili proračun, kot bi jo lahko. Izvoli. Zdravko, si hotel? Ja, bi pa rekel, sej se bo zadeva lahko čisto enostavno rešila, ker na koncu gledano do tistih, ki so to zadevo sofinancirali, bomo morali imeti celotno amortizacijo pokrito. Se pravi, oni drugi del skozi subvencijo občine. Sredstva bomo pa namenili za izgradnjo tistih recimo dodatnih kanalizacijskih omrežij in vsega tistega, kar bi itak morali zdaj iz proračuna dela. Tako da gre v bistvu preprosto sem za to, da bomo sami sebi to zadevo subvencionirali, tako kot je rekla direktorica. Najemnina je amortizacija. Občina kot lastnik komunalne infrastrukture zaračunava tistemu, ki je upravljavc za to infrastrukturo, letno najemnino v višini amortizacije. Ta letna najemnina bo 100. Skozi prihodek jo bo komunalno podjetje ustvarjalo, ne vem, 75%, skozi prihodek na račun fiksnega dela, ki ga bomo vsi porabniki omrežja plačevali. Tistih razliko bo pa občina subvencionirala, tako da bo na ta način pokrito 100. Bi pa lahko zdaj v kratkem naredili tudi kar projekcijo, točno kakva bo ta obremenitev za občino v naslednjih letih, da bomo lahko rekli, vsaj za te, ko bomo pa vlagali letno potem dodatno v kanalizacijsko omrežje. Se pravi, vlagali bomo tisto, kar bomo dejansko skozi fiksni del pokasirali, plus tisto, kar bomo na tak način dobili, oziroma bodo obojna sredstva skupaj lahko tudi na razpolago za investicije v manjše čistilne naprave, ki bodo prav tako prišle pod upravljanje komunalnega podjetja in bojo prav tako občinske, to so recimo čistilna naprava Šentano, Polana, Lokovica, Gara, skratka, cel kup investicij imamo za dokončati in zato bomo rabili tako ta, če rečeš, izvirna sredstva amortizacije, ko bomo skozi fiksni del pokasirali, samo ne bomo rabili polno, razliko bomo pa skozi proračun prikazali, da je občina subvencionirala. Tako da v vsakem primeru je to koristno za porabnike. Zdaj ne vem, kaj to pomeni za gospodarski del porabnikov. A pomeni to isto ceno? Subvencija je možna samo gospodinjstvo, gospodarstvo pa ne. Tako. Ja. Ja. Hvala. Še kdo? Če ne, potem predlagam, da predlagani sklep sprejmemo. Kdo je za sprejem tega sklepa? Vsi za. Hvala. Hvala lepa. Smo pri točki 11. Odpisi osnovnih sredstev, odpisi terjatev in obveznosti, prosim. Hvala. Jaz bi kar točko A in B obrazložil skupaj.
V prvem delu je odpis osnovnih sredstev in drobnega materijala, torej v občini tudi krajevna skupnost Lešen, Šentjernej sta dali, jaz bom vse to povedal, da so ves odpisan materijal ali pa sredstva so v starosti od 4 do 13 let, knjigovodstva vrednosti je pa že davno nič, tako da to je to. Kar se pa tiče predloga odpis terjatev in obveznosti, jih pa lahko v grobem ločimo na dva dela. Eni so torej odpis posledica stečajnih postopkov, ki so že zaključeni. Občina je posod priglasila svoje obveznosti, tako da nismo spustili, bom rekel, nevestno, da je šlo mimo. Drugo so pa obresti, ki so pravzaprav, če se spomnite, občinski svet ima tako strategijo, da občanom pomaga pri plačilu komunalnega prispevka, če je velik, da obročno odplačujemo. In nekak konsens je, da mi te obresti, ko lahko odpišemo, to je pa šele po 3 letih, jih tudi odpišemo. Tako da to bi bilo to. Hvala. Odbor za proračun in finance, Staš, izvoli. Hvala. Odbor za proračun in finance se strinja s predlogom za odpis drobnega inventarja in predlogom za odpis osnovnih sredstev ter prav tako s predlogom za odpis terjatev in obveznosti. Hvala. Hvala lepa, dajem v razpravo. Želi kdo razpravljati? Če ne želi, potem dajem na glasovanje. Kdo je za sprejem teh dveh sklepov pod A in B? Kdo je za? Hvala, vsi za. Smo pri točki 12. Sklep o določitvi višine finančnih sredstev za delo svetniških skupin. Prosim, ima za kratko obrazložitev. Hvala za besedo. Vsako leto občinski svet določi višino finančnih sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov. Višina sredstev za leto 2021 znaša 14.317,46 evrov, kar pomeni 842,20 evrov na posameznega svetnika. Predlagan znesek je usklajen s plani svetniških skupin in samostojnih svetnikov in tudi s proračunom za leto 2021. Hvala. Hvala lepa. Odbor za proračun in finance, Staš, izvoli. Hvala. Odbor za proračun in finance se je seznanil z temi zadevami, se z njimi strinja in jih daje občinskemu svetu v obravnavo. Hvala lepa, dajem razpravo. Želi kdo razpravljati na to temo? Če ne želi, potem dajem na glasovanje predlagan sklep. Kdo je za sprejem tega sklepa? Vsi za. Aha, še enkrat, kdo je za? 16 za, proti 1. Hvala. Pa 15 za, 1 proti, pa 1 vzdržan. Hvala. Se upravičujem, slabo sem videl. Smo pri točki 13. Sklep o soglasju o sklepanju pravnih poslov izven načrtov. Prosim, Ema za kratko obrazložitev. Hvala ponovno za besedo. Predlagamo, da občinski svet dovoli sklepanje pravnih poslov tudi izven sklenjenih načrtov ravnanja z nepremičnim premoženjem, kakor je to dopuščeno tudi z zakonom, in sicer do višine 20.000 evrov za oba načrta, torej za pridobivanje in za razpolaganje. To potrebujemo zaradi možnosti hitrega odziva ob nepredvidenih okoliščinah. Včasih se pač zgodi, da je potrebno hitro odreagirati. Predlagamo, da občinska uprava na naslednji seji, tako v prejšnjih letih, poroča o sklenjenih pravnih poslih naslednjo sejo po sklenitvi takega posla. V letu 2019 smo sklenili en tak pravni posel v skupni vrednosti 345 evrov, v letu 2020 pa več pravnih poslov v skupni vrednosti 3100 evrov. Hvala. Hvala. Odbor za KCG je obravnaval, to izvoli, Andrej. Hvala. Odbor za KCG se je seznanil s predlogom tega sklepa in glede za to, da je to novelacija iz prejšnjih let in je tudi potreben za nadaljne projekte, ga seveda podpiramo in podajamo občinskem svetu obravnavo in sprejem. Hvala. Odbor za proračun in finance, Staš, izvoli. Hvala. Tudi odbor za proračun in finance se je seznanil s tem sklepom oziroma predlogom sklepa ter predlaga, da to obravnava občinski svet in tudi sprejme. Hvala.
Hvala lepa. Komisija za statut in pravno vprašanje. Aleksander, izvoli. Hvala. Tudi Komisija za statut in pravno vprašanje je obravnavala predlog sklepa k soglasju k sklepanju pravnih poslov izven načrtov ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2021 in ugotovila, da je v skladu z vsemi pravnimi akti, zato ga daje občinskemu svetu obravnava in sprejem. Hvala lepa. Dajem razpravo. Želi kdo razpravljati o tem predlogu sklepa? Ne želi, potem dajem na glasovanje. Kdo je za sprejem tega sklepa? Berni, si za? Si za. Hvala. Hvala. Smo pri točki 14. Komisija za mandatno vprašanje volitev in imenovanja. Evo, Rafi, beseda je tvoja. Hvala. Komisija na zadnji svoji seji ugotovila, sprejela 3 sklepe. Prvi sklep Komisija za mandatno vprašanje volitev in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da Zdravko Fajmut preneha mandat v skupščini javnega podjetja Kocerod z dnem 28.1.2022. Da na hitro vložim, komisija in občina Prevalja je prejela dne 14.1.2021 stopno izjavo gospoda Zdravko zaradi osebnih razlogov. To smo soglasno sprejeli. Hvala. Jaz predlagam, da gremo kar na drugi, pa bomo bolj glasovali. Zaradi tega komisija predlaga občinskemu svetu imenovanje kot predstavnika občine Prevalje v skupščino javnega podjetja Kocerod Andreja Strmeca z dnem 29.1.2021. Hvala lepa. Hvala lepa. Dajem ta predloga v razpravo. Želi kdo razpravljati? Če ne želi, potem dajem na glasovanje prvi in drugi sklep. Kdo je za sprejem prvega sklepa? Vsi za. In kdo je za sprejem drugega sklepa? Vsi za. Hvala. Še en predlog. Izvoli, Rafi. Hvala. Še en predlog. Se pravi, občinski svet občine, predlog sklepa, občinski svet občine Prevalje imenuje kot predstavnika občine Prevalje v svetu Zavoda za ekološki pokrajinski muzej gospoda Štefana Kebra. Hvala. Hvala lepa. Želi kdo razpravljati o tem predlogu? Če ne želi, potem dajem ta predlog na glasovanje. Kdo je za sprejem tega predloga? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 15, pobude in vprašanja. Izvoli, Štefan. Hvala za besedo. Jaz imam eno vprašanje. Kar nekaj občanov me je že se je zanimalo ali pa jih zanima, kdaj se predvideva sprememba ali pa in dopolnitev občinskega prostorskega plana, ker to kar nekaj časa traja. Hvala. Hvala lepa. Smo v pridobivanju predlogov in ko bodo predlogi, toliko predlogov in taki predlogi, da bo vidno in smiselno iti v spremembo, poskušamo reševati drugače, če gre, ker je to zelo dolgotrajen in tudi drag postopek, ki nam bomo videli, ko bo zadeva primerna. Zato ni pa terminskega plana danes, jutri, pojutrišnjem, ko bodo potrebe take, bomo šli v to. Berni, izvoli. Ja, jaz bom danes bolj o koroni govoril. Iz vsake nesreče, vsake katastrofe se nekaj naučimo. Isto je zdaj ta korona. Zavedati se moramo, da to ne bo konc marca, aprila, pač pa to se bo dogajalo še naprej, mogoče kak drugi virus, v kakšni drugačni obliki, kakorkoli že, v glavnem, treba se bo naučiti tudi s tem živeti. Jaz sem malo debatiral z predstavniki šole. Mi imamo fantastično šolo, imamo pa mogoče res eno pomanjkljivost, da bi lahko bili idealni, to so pa mize, ki jih ne moramo razdvojiti. Idealne mize bi bile vsak za sebe,
prvo kot prvo se najde razmak, drugo kot drugo je tudi sam način spremljanja pouka, drugače, če ima svoj mer, tudi kakšne testi ali kaj takega. Ne rečem, da to moramo takoj, samo razmišljati je treba pa bodoče počasi v to smera. Ena malenkost bi bila, ko se bi lahko, bi rekel, učence tudi malo reševalo, to je zračenje. Mi smo rešili 2 učilnici zaradi radona na način zračenja. Verjetno bi tudi pri zračenju se najdel neki način, ki bi bil bolj primeren, ko pa zdaj, ko se okne odprejo, tiste okne, ko jih nekdo odpre, jih drugi zapre. To so take malenkosti, ko bo pač treba o tem razmišljati. Ko sem glih pri klopi, če se bojo da kupovale, zdaj imamo vse enako višino. Kot veste, otroci niso isto veliki. Imaš 1,20 m, pa imaš 1,80 m učenca v istem razredu. Mize ima ta iste. Teda bi rekel, sej mogoče, takrat bo treba razmišljati, ko se bo kaj kupovalo, da se neko število miz kupi, ki se lahko prilagaja višina. Ker en beta, ja, nisem rekel, staš danes, rekel sem, cela korona nas bo koštala 11 milijard. Zdaj govorim pa v parih fičnika, ko ne zahtevam, da bi bo to danes pač pa neko vizijo za naprej. A ne. To je to. Drugo, jaz sem imel željo, da bi se današnja seja udeležila tudi direktorica NEJZ-ja, pa bi rekel, da smo malo zaspali, ker se pač situacija na našem koncu malo popravila, teda nisem tudi nesvetnaro, pol več v to smer. Bo bi pa vsekakor prav, če se bo to še nadaljevalo, da bi mogoče pa na naslednji seji bo povabljena, da tudi lahko direktno kaj vprašamo, tudi ona nam lahko kakšne podatke da, ki jih pač novinarji dajo take ali drugačne. Bi rekli, z prve roke bi lahko čuli. Tudi sam sistem cepljenja, pa vrstni red, pa kakve so vizije glede tega. Teda to bi bo mogoče tak podatek, ko ga bi nekateri le rabili. To je danes vse. Hvala lepa. Hvala. Še kdo? Izvoli, Aleksandar. Jaz sem hiter zmerno. Jaz imam eno vprašanje, tudi stanovalci izgora tu okrog Hanja, te hiše, ko so pa, a so še to za vikendi ali hiše, mislim, da so bolj kot ne hiše, sprašujejo, a je predvideno zgori tam pri njih javni vodovod. Kje? Hanji, tu gostilna Hanji, zgornjo stražišče. Ja. Projekt vodooskrbe, uravnoteženje vodovodnih sistemov v Mežiški dolini, faza 2, Prevalje, Brinjeva gora, Leše, Brinjeva gora pomeni Hanji komplet, tisti del vodohran gor nad Bidrihom, levo tam pri Trobu, kompletno ta del pa Roževo naselje, pa Leše, Šentanev in tako je to. Prosim, projekt smo prijavili, zdaj ta projekt čaka v Ljubljani na uvrstitev v seznam in na potrditev na MOP-u. Strokovno je bil že pregledan in odkljukan, to pomeni, ne gremo več skozi te stvari, ampak še pa nismo uvrščeni in odkljukani. Zdaj ne vem, a je 2 seje nazaj smo imeli to poročilo o kakovosti pitne vode, zdaj se mi župan rekel, da bomo še neke dodatne informacije pridobili, pa še ni bilo kaj. Poročilo o kakovosti vode teh vzorcev, ko smo debatirali na zadnje, ko sem jaz sprašal, zakaj na stražišču tako malo vzorcev bilo vzetih. Si rekel, da bo še neke informacije pridobili, pa me zanima, smo kaj dobili že, nič še. Če mi smo dobili poročilo o kakovosti pitne vode, poročilo vsega dobivamo, vsako leto ga dobivamo od komunalnega podjetja. Posebej pa naročujemo, v Šentanelu smo posebej naročili. To bomo pa poprosili za komentar tiste odgovorne, na JKP log, da daje odgovor. Zdaj jaz ne znam tega ta trenutek povedati, zakaj, koliko. Ampak to so vzorčenja po nekem sistemu, ki jih imajo. Še kdo? Izvoli. Hvala za besedo. Jaz imam pa dejansko bi rekel, oziroma sem podala ta predlog že na odboru za družbene dejavnosti. Kot vemo, je
na določenih področjih občine Prevalje lanski december in pa zima kmetom nista prizanašala, predvsem od, bom rekla, področja Holmeca, Šentanjeva, Suhega Vrha in vse do Breznice, kjer so bile pač vremenske razmere, bom rekla, takšne, da je sneg in pa megla z injem v gozdovih naredilo zelo veliko škode, katero morajo seveda kmetje sanirati. In potem je bil tudi moj predlog, da bi pač občina prišla kmetom nasproti, sej v obliki take pomoči, da se jim dovolilnice za spravilo lesa pač ponudijo brezplačno. To je bilo, dejansko bi rekla, bil posluh strani občine že, me pa zanima, na kak način bodo v tem obveščeni ti oškodovanci. Obenem bi se pa zahvalila vsem, ki so, predvsem domačinom, ki so v tistih časih bili v pripravljenosti, ko je bilo najbolj nevarno in so sproti odstranjevali vrhove teh dreves in pa cela drevesa z občinske in pa gozdne ceste, da je dejansko bila ta cesta, bom rekla, ves čas tudi prevozna. Jo je pa skupila tudi ta občinska tabla, ki stoji na razpotju oziroma na Gočevi ravni, ker je res na sredino te table padlo tudi celo drevo, tako da je treba tudi to tablo sanirati. Hvala. Je že naročeno popravilo. Hvala. Še kdo? Izvoli, Martina. Hvala. Jaz sem bolj po točko razno. Na pokopališču... Še ni. Moramo zaključiti s točko pobude in vprašanja, bo vrila na točko razno. Še kdo po pobude in vprašanja? Izvoli. David. Ja, hvala za besedo. Jaz imam tudi eno vprašanje in sicer, a je mogoče že občina kdaj razpravlja oziroma študira o teh občinskih blagajnah? To je v bistvu, ki nudi za določene storitve, nudi občanom plačevanje brez provizije. Smo že poskušali. Ja, takrat ni bilo nekega interesa, ampak bomo še enkrat poskusili. Še kdo pod pobude in vprašanja? Izvoli. Glede na to, da se danes Rdeči križ ali Karitas pač deli te pakete pomoči, mislim, da bi nujno bilo treba prevetriti upravičence do tega, ker se dogajajo pravi absurdi, da pač nekateri istočasno dobijo pred vrate paket Karitasa in pa, ne vem, novo pohištvo v vrednosti več 1000 evrov. Teda to bi treba bilo nujno narediti, ker so zadeve ponekod prav absurdne in si eni po domače res norca delajo iz teh stvari. Res to opažajo tudi pri Karitasu in pri Rdečem križu in tudi mi skupaj s socialno službo, z osnovno šolo smo že usedli, smo že določene stvari, mislim, da izboljšali, vseh še pa nismo, sigurno se dogajajo napake, ampak sigurno je boljše, da kdo več dobi, pa da kdo premalo kaj dobi, ampak je treba, bom posebej opozoril na to. Danes mislim, da Rdeči križ, ja, zadnjič Karitas, tako da je kar izjemno pozitivno z teh strani, je pa treba to pogledati, pa še ponovno bolj pozoren biti na to. Še kdo pod pobude in vprašanja? Če ne, se zahvaljujem, smo pri točki razno. Martina, izvoli. Hvala. Na pokopališču Barbara že od decembra ne dela razsvetljava. Kak? Kire? Ne, to, da nobena luč ne sveti, ne drži. Nekatere luči, samo katere luči ne gorijo? Tak? Aha. Bo mogel preveriti, zato ker razsvetljava deluje, na nekaterih delih sigurno deluje vsak dan na Barbari, ampak to pa nisem opazil zvečer, bomo opozorili na to posebej. Aha, bom upozoril takoj, ja, ni problema. Če so defekti, takoj javiti, takoj napraviti naslov, ko se takoj lahko, ni treba na svet počakati. Tako imamo tudi mi za javno razsvetljavo, ne, kar isti dan naprej. Ker mi, še malo, ja, ker pač
Zdaj, mi hodimo, ne vidiš, ne greš na določeno mesto in kdorkoli vidi, karkoli dajte upozoriti, bomo reagirali takoj, kjer je, zato ker povsod, nas ni toliko, da bi povsod cel dan lahko vse obhodili. Izvoli. Hvala. Jaz bi se tudi navezal malo na COVID, pa ne bom zdaj debatiral v naši občini ali kakorkoli, ampak na splošno, kam me moti. Če se spomnimo malo oktobra, ko so prebivalci obalno-kraške regije, se pravi Kopra in ostalih, oktobra sedeli, kavo pili na sončko, pa se fajn imeli zato, ker so imeli rumeno cono. Mi Korošci smo bili pa zaprti, tako pa ne vem kdo, da ne bom omenil. Zdaj, ko pa imamo mi rumeno cono, pa oni dol črno, pa nimamo odprtih ničesar, pa nas drugač gledajo, imamo, če už pogledu je. Je oranžna, ja, no, oranžna, ne, a ne, ampak dejstvo pa je, da imamo neka druga merila, ko pa takrat, žal, in to mene strašansko moti. Moti me, kot da bi bil drugorazredni državljan, se pravi, če imam jaz drugačno barvo, če to upišejo v tistem svojem barvam, pa le se morali tega držati, saj ni nihče rekel, da moram jaz vna sedeti pa kafe pet, ampak dejstvo je, če sem v tej coni, oranžni ali rumeni ali kakorkoli je že, se neke določene stvari sproščajo. Ni pa kriv zdaj tisti, da imajo pa dol črno cono, no. Žal, to mene moti. Ja. Ja, poglejte, situacija je različna, se lahko hitro obrne, držimo se vseh ukrepov, čeprav se nam zdijo nekateri še tako nesmiselni, ampak zaenkrat so taki, kot so. Čim bolj bomo se sami držali, vse imamo še vsak dan, samo en dan v zadnjem mesecu je bilo nič okuženih. Jih imamo danes 3, smo imeli včeraj, ne vem koliko, vsak dan jih še imamo. To pomeni, nismo še sami pri sebi vse naredili, dajmo vse narediti za to, da bomo, jaz mislim, da bojo tudi druge stvari se odprle, ko bo zadeva. Se pa strinjam, sej, ampak ni v naši moči, ne moramo mi tega spremeniti. Ja, izvoli. Tudi to je treba povedati, da zdaj mlajša populacija to dobila, ne. Mi, kar smo dobili za v dome starejših, smo dobili. Če boste pogledali malo številke, boste videli, da je približno 70% ljudi v domu starejših prekuženih. Barite, vprašite gospo direktorico Prevaljškega doma ali direktorja Dravograda, pa bojo vam številke povedali, koliko je stanovalcev, pa koliko je imel ostalih stvari. Se pravi, da mi smo se prekužili. To je dejstvo. In zdaj normalno dobila mlajša populacija COVID, mlajša populacija pa ravno razne res izjem, da potrebuje predihavanje ali pa kaj takega. Tako da je treba tudi to malo gledati. Hvala. Je nekaj res, v domovih za starejši so prikuženi. Nismo pa ostali prikuženi in tu je bilo zbolelo za COVID-om ne vem koliko procent, 2%, vse ostalo pa ne, cepljenje je treba počakati in jaz upam, da bo čim več cepiva, da bomo lahko normalno funkcionirali, druge možnosti nimamo. Izvoli, Berni. Ja, dejansko mi je kolega Bogdan to iz ust vzel. Tudi mene dejansko ta zadeva moti. Če so pravila, ne bojo pravila za vse enaka. Ni dolgo, kar je Kranj bil v oranžni coni. Oni so imeli vsaj pristop med občinskimi mejami svobodni. Moramo nekaj vedeti. Koroška je skoraj enako velika kot pa občina Ljubljana. Specifično, če se bi hotel peljati, hvala Bogu, je po zimi, da utegneš premzati iz enega konca meje občinske do druge. Tudi to se ne bi nič kaj zgodilo, če bi se občinske meje odprle. Ker jaz v Ravnah se bom glih tako držal pravil z maske, tako pa se v Prevaljškem Hoferju, tako se bom v Ravnskem Lidlnu. Te prepustnice, pa to je nekaj najbolj konjskega, kar mora biti. Vse lahko koristiš, pa vsi greš.
Samo, kot da te ima nekdo za norca. Jaz bi to dejansko na vlado danes napisal, da občinski svetniki pač želimo, da nas obravnavajo enako kot ostale regije, s tem, da naj vsej te zadeve vmes se odprejo. No. Drugač pa spoštovanje oziroma respekt še naprej do korone, absolutno. Hitro se nam lahko spet zalomi. To je, kar se tiče korone. Drugo pa, imam pa, a je kaj novega glede parka? Se je tam kaj zgodilo že? Ne, postopki pač tisti, ki jih imamo, drugače pa projekti v Ljubljani so na čakanju, da pridejo na spisek in da pridejo na odkljukanje. Ja. Še kdo pod razno? Andrej, izvoli. Hvala. Mogoče je li toliko tako čudno zdaj razpredati. Dva pogoja mora regija doseči, da pridemo v lančno cono. In en pogoj mi ga dosegamo na nivoju države, pa ne dosegamo, zato mi ne gremo tota. Ja. Tako da lahko mi v luft skačemo, ampak oni so postavili, vlada je postavila take pogoje, jaz se sicer ne zagovarjam, ampak če je rekla tak, naj se tega drži. To je prav. Druga zadeva mene bolj zanima, tole so se izvajali te hitri testi naprej, ali se to predvideva še kaj v prihodnosti, se bo to še izvajali, oziroma a je sploh bo kaj ljudi je prišlo sem na te hitri testi? Ja, je bil odziv, na prvem je bilo približno 10% pozitivnih ugotovljenih, nekje okoli 80 jih je bilo zainteresiranih, na drugem je bilo pa, mislim, da ni bilo kaj. Pri testiranju v ponedeljku je bilo 110 ali 105 testiranih, je pa so ugotovili za eno gospod, da je okužena pozitivna, vse ostalo je bilo negativno, šola, vrtec, tako da. Glejte, šele prihajamo v to oranžno fazo, držimo se, da bomo čim bolj zdržali in šli naprej v zeleno in v normalno življenje. Izvoli. Ne spremeš, boš moral vseeno. Andrej, res je, ko si ti rekel, da zdaj oni gledajo na nivoju cele države. Samo 2 meseca nazaj pa niso gledali na nivoju cele države, so Gorenjsko sprostili, pa so Ljubljansko sprostili, so imeli vse trgovine odprte. Jaz ne forsiram danes, da bi trgovine odprli, kar povzroča mogoče zopet novi val. Forsiram pa zadeve, dobro, zdaj smo malo zašli, da jaz 4 mesece gledam copate v tušu, pa jih ne morem kupiti, ko so zapakirane v vrečki. To moram povedati, ker bom lažje spal. Hvala Bogu, gate štumfe lahko soboto naprej kupujemo. Je pa še en pogoj, da pomerjati pa ne smete v trgovini. Ja, pomerjati. Hvala, še kdo po točko razno? Ja, čak, malo, umirte. Gremo tule po vrsti. Glede ukrepov, mislim, nekaj bi treba bolj pojasniti. Dejstvo je, da so pač ob začetku drugega vala epidemije veljala neka druga pravila kot sedaj. In nisi namislil neka nova pravila, ko je pač Koroška vstopila v neko nam bolj ugodno fazo. Pravila, normativi so bili sprejeti ob začetku letošnjega leta. Ne takrat, ko smo pa Korošci dosegli bolj ugodne normative. Pravila so se vmes spremenila. Spremenila so se pa zaradi, da je kristalno jasno glede odpiranja šol, ne pa zato, da smo Korošci v deprivilegiranem položaju. Hvala. Izvoli. Jaz bi se pa navezala na to, ko je bila debata, da je v domu starostnikov veliko že prekuženih. Zavedati se morate pa tega, da v domu starostnikov niso vsi stari ljudje, ki živijo v Prevaljah, da jih imamo doma še veliko več, ki pa niso prekuženi in da imamo tudi otroke, ki so šli zdaj že v šolo, najmlajši, in da bo dejansko, bi rekla, slika lahko še slaba, tako da jaz ne vem kak silva ven. Gledam pa, bom rekla, to korono z druge luči kot, bom rekla, eno edinstveno priložnost, ki sem jo lahko kot mati 3 otrok doživela v teh 3 mesecih, ko sem svoje odrasle otroke lahko imela 24 ur pri sebi
In sem Bogu hvaležna, da je tudi prišel tak trenutek, da smo kot starši lahko to izkoristili v pozitivni luči. Hvala. Saša, izvoli. Hvala za besedo. Vse so v bistvu že predhodniki malo na to temo rekli, no jaz se bom oglasila tule tudi v zvezi s to korona razpravo. Ne smemo pozabiti, da je v slovenskem okolju že zaznati nove seve koronavirusa, ki je dokazan kot bolj infektiven. Kar se testiranj tiče, sem hotela dodati, ker sem pač iz tega področja tudi bolj doma, da se bodo testiranja tudi na tej podlagi zagotovo še izvajala, da je seveda zame konkretno ta ukrep, da smo tukaj bili malo bolj restriktivni, pravzaprav privilegij, ker smo lahko nadzirali to zbolevanje. Morate vedeti, da zaradi teh okužb trpi tudi zdravstvo in da oskrba ostalih z drugimi boleznimi ne pride v ospredje, da smo na njih kar malo pozabili, zaradi tega, ker jim preprosto z zdravstvenimi močmi, kakršne imamo, ne moramo nuditi oskrbe. Kot naslednje bi omenila to, da bi bilo prav, da smo še vseeno previdni, tudi zaradi teh ranljivih skupin, tudi otroci so med njimi, poleg tega se kažejo zdaj po teh, bi rekla, že znanih podatkih, da so komplikacije tudi že po preboleli bolezni, skratka o tem še vedno ne vemo vsega, tako da jaz bi predvsem apelirala na to, da se v okviru tega dejansko še držimo teh ukrepov, da pa zaupamo stroki. Zdaj, kaj politika tu zadaj dela, je druga stvar, ampak stroki kaže verjeti in dokler stroka reče, da moramo biti previdni, je prav, da se pač tega skušamo držati. No toliko mogoče samo, da dodam. Hvala. Hvala. Še kdo? Izvoli. Hvala za besedo. Jaz bi pa še sem dodala to na vso to razpravo. Danes sem prebrala en stavek in to drži, Korošci smo pred zmerom za mušter bili. Tako da, Sašo, vse bojo to poštimali, da bo tudi Koroška kar naenkrat odprta. Do te se moramo pač ahtati, pa paziti drug na drugega. Sem tek. Hvala. Hvala. Še kdo? Če ne, smo tu točko razno zaključili. Želim vam zdravi vote še naprej, pridni tako kot ste zdaj. Hvala, lahko noč.